Spoštovana Tulix publika, mineva že 11 let od zelo aktivnih poskusov revitalizacije gradu Turnišče. Naslednje leto bo 10 let tiste znamenite predstave Pita. In danes sem prišel malo na teren, da preverim, kakšna je tu situacija. Nekaj tednov nazaj so v avstrijski Radgoni v Pavlovi hiši odprli razstavo Kazimir, ki prikazuje zgodovinsko obdobje našega mesta v vsej lepoti, in sodeč po tistih fotografijah bi to danes s pravilnim upravljanjem bil en izmed biserov Evrope in sveta. Je pa to, kar vidimo v objektivu, strašno. Ker se kot eden izmed aktivno sodelujočih v predstavi Pita spomnim, kakšen je ta grad bil 90 let nazaj, lahko rečem samo, da vse gre vidno na slabše. Mi pa je zelo padla v oči ta tabla, na kateri piše, da je človek, grof Lipit, umrl krute smrti zaradi pohlepa tedanje družbe. In o tem je bilo govora tudi v Gornji Radgoni s strani tujih zgodovinarjev, zato sem se podal malce na pot raziskovanja, kaj dejansko to pomeni, ta nasilna smrt Lipita in ostalih. In bolj da bi to ne pomenilo brutalno tragedijo pokola civilnega prebivalstva, ki se je zgodilo v Sterntalu, zato se bom zdaj podal tudi tja. Tako, spoštovana Tulix publika, in raziskovanje vsega skupaj me je pripeljalo do sem, kjer vidimo simbolično pokopališče. Tukaj v sredini se nahaja križ, na katerem piše Grobišče Sterntal 2, grobišče potrjeno 24. septembra 2007, Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč novembra 2016. Tako da očitno se tukaj v našem okolju nahaja še kar nekaj odprtih vprašanj, kajti te teme, kolikor vemo, so po večini zamolčane, ali pa, če se jih kdo loti, je hitro označen za domobranca, fašista, kolaboranta, belčka, nemškutarja ali karkoli že je. Ampak očitno, po nekih pričevanjih ljudi, ki so ta čas še takrat doživeli, ni vse tako enoznačno, se pravi, tista še premalo smo jih pobili, zagotovo v tem primeru ne drži. Tako da se bomo v to tematiko še poglobili in, kot rečeno, k vsemu skupaj nas je zelo vzpodbudila razstava Kazimir v avstrijski Radgoni in ta spominska tabla grofu Lipitu v Sterntalu. In človek je kar šokiran, predvsem nad dejstvom, kako je to zamolčano, in očitno je to nekomu v interesu, da se za to ne ve. Eno izmed teh grobišč Sterntal se nahaja tukaj vizavi parkirišča Boxmark. In kot vidimo, tu dejansko mora nekaj biti, so pa grobovi brez imen, tako da tema vsekakor vredna poglobljene raziskave, še posebej, če gre za zamolčevanje tovrstnih zločinov, za katere se govori, da bi se tukaj naj zgodili.